Srce novomeške Trške gore je podobno človeškemu. Sestavljeno je iz dveh delov, iz svetega in svetnega. Sveto sestavljeno iz božjepotne dediščine, svetno iz vinogradniške in kulturne dediščine. Novomeška Trška gora je tudi rojstni kraj popotnika, veseljaka in godca Kurenta. Tako je pred 130 leti zapisal naš Janez Trdina. Priči njegovega poroda, cvetoča trta in zeleni javor sta postala na prošnjo. Se zrcalita tonska načina cvičkove skladbe. Javor belino, veselje, razigranost, zanosni dur življenjske volje, trta temino, žalost, resnobo, otožni mol mračnega razpoloženja. Novomeško Trško goro in tudi vi začutite čar enosti. Na kakšnih prireditvah? Na kakšnih prireditvah? Prireditve, turistične narave, kulturne narave. To ste v kulturnih domovih, verjetno, ali ste kje zunaj? Na Trški gori. Večkam pauze za volažje, da se malo vdahe. Se pravi, predstavljamo vedno, ko imamo skupine na vrhu Trške gore, pripravljamo kratko dobrodošlico za skupino in potem zgodbo primerno prilagodimo tisti skupini. Zgodbo vedno vključujemo nekaj, povemo o Trški gori, to je ravno srčika zgodba in glede potem na želje od posamezne skupine ali posameznika. Kar vprašajte, bomo skušali odgovoriti. Bi mogoče nam povedali, vi ste Trško goro predstavili, kako zgodbico vseh tukaj, so različne delnice na različne rekvizite, bi pa bilo, rečemo, bi pa predstavili na eni stolnici, na Mercatornem centru. Mogoče ravno, če lahko en korak nazaj v zvezi z našim društvom najprej. Društvo, turistično-kulturno društvo Trškogorsko srce stremi k ohranjanju, zdaj bomo uporabili strokovni izraz, nesnovne dediščine, po domače žive dediščine ali še lažje, tiste dediščine izročilo naših babic in dedkov. In znotraj tega oživljamo različne zgodbe, ki se stapljajo v to širšo zgodbo. Ker imamo veliko zidanice v Trški gori, vsaka zidanica seveda ima svojo zgodbo in ena prvih oživljenih zgodb od te zidanice je izpred približno pol stoletja, o kateri bo majčkeno več povedala naša botra in ustanoviteljica Jožica Verček. Takoj zatem pa pridem na vaše vprašanje. Takole, kako bi začela? V mojem življenju se je zgodilo, da je moj oče namenil zidanico meni. To je bila naša dediščina. Jaz namreč osebno v vinogradu ne znam delati, ker smo otroci vedno samo grozdje pobirali, pa še včasih, ko je bila gor šmarnica, smo jagode pobirali prav slabe volje. In rada bi povedala to, da en tak v meni se je rodilo, da moram na nek način pokazati spoštovanje do dediščine te zidanice, do mojih prednikov, mame, očeta, botre. In to se je zgodilo tako. Jaz se spominjam kot majhna punčka, kako je v zidanico prišla vedno za praznike na Federwagnu, to je voz s konji, naša botra, ki je bila oblečena v črno dolgo obleko, belo ruto
In to je bilo za mene kot majhno punčko nekaj tako nepozabnega, tako globoko se mi je v srce vtisnila ta njena podoba. In ko se je kopitlala iz tega voza, je zagrabila ta jerbas, ga dala najprej svitek, potem ta jerbas na glavo in ponosno v zidanico in na mizo postavila ta jerbas, kjer je bil vedno praznični kruh in pa čiba. To je pečena kokoš. Mi smo v zidanicah vedno jeli te pečene kokoši, ker tam v bližini je bila ena taka gostilna, kjer je bila znana daleč naokoli po teh čibah. In seveda mi kot majhni otroci in kot smo skromno živeli, mi po gostilnah nismo hodili. Včasih je pa oče le šel v tisto gostilno in otroci smo vedno doma čakali, ali bo prinesel kakšno čibo ali ne. To je ena taka zgodba mojega otroštva, ki mi ni dala miru. In tako je oživela, da sem ustanovila to društvo. In tako se je začelo. Jaz sem se oblekla v to podobo botre, seveda brez mladih, ker na mladih svet stoji, sem izbrala iz tega okolja mlade, ker smo jih poimenovali čibe, in seveda še bolj mlade otročke, ker stremimo v društvu, da bi čim bolj povezovalno, medgeneracijsko delovali. To je to, to je moja zgodba. To je ena taka majčkena zgodbica, kapljica v teh zgodbah našega društva, turistično-kulturnega društva Krškogorsko srce. To je to. Zdaj mečkam širši uvod, ampak da pridem zdaj na tržnico, seveda, ker je, ko se predstavljamo, seveda so izdelki, ki so v zvezi s tem povezani. In kakor se je prej slišalo, seveda, zgodba je vedno za dobrodošlico, medtem ko si pa na tržnici, moraš imeti pa nekaj za prijeti v roke. In glavni je vedno jerbas in notri v jerbasu mora vedno biti. V jerbasu mora biti vedno seveda pušenc. Zdaj sem prinesla ne take jesenske, lepo pobarvane, ampak žal se je tole namečkano. Sem pa prinesla iz bršljana. Bršljan je skoraj vedno se ovija po zidanicah in to je res iz Trške gore, ker bršljan je simbol enega prijateljstva in povezovanja. Zato je vedno tale pušenc, seveda cviček, potem iz tega je narejeno srce, potem na štand potem imamo takele čibe, to imenujemo čibe, to je, pač tako se verjetno ženske poznate, to je za kruh. Seveda, lahko mi uporabljamo za razne pač take ideje. Potem pa je še en tak izdelek, ki je zelo simpatičen, to so te naše čibe, ki so zelo uporabne. To je za kruh, kot sem povedala, to so pa za vrečke, to se obesi, ta čiba se obesi takole na vrata, za vrata, to pa je prostor pa za vrečke plastične. Tako da je zadeva uporabna. Seveda, mi predlagamo, da vsaka čiba naj ima svoje ime in kadar se pač odloči ženska za nakup čibe, vedno rečemo, dajte eno ime, da bomo tudi mi vedeli, kako ste jo vi poimenovali iz vašega življenja nekoga, ki ga imate radi, imate lep spomin. Tako in je že kar nekaj teh čib visi po slovenskih domovih ali pa po zidanici. To je to, to so take spominki. Mogoče pa seveda, ker je vedno dobro ponuditi nekomu, ki pride, tudi nekaj, kar lahko odnese s seboj, brez obveznosti takšnih in drugačnih. Imamo seveda tudi našo skrinjo. Zakaj? Zaradi tega, ker je iz skrinje kot iz zakladnice ljudske modrosti. In v tej zakladnici so zbrani različne misli, ki so jih naši predniki pogruntali.
In na takšen način lahko človek mogoče dobi odgovor na kakšno vprašanje, ki ga pač tare. Osel ne gre dvakrat na let. Velikokrat se zgodi, da človek dobi kakšen odgovor, ki ga išče. Mogoče še kakšno vaše vprašanje, pa naš odgovor. Če nima nihče, jaz bi se vam zahvalila. Jaz sem jih prvič slišala in mislim, da je bilo to vprašanje okoli zgodbice čist umestno. Nisem poznala, kaj boste naprej sploh govorili, ampak to je tisto, kar smo mi že ves čas prej pač govorili. Zgodba, zgodba, zgodba. In to imajo zgodbico iz starih dni, so jo prinesli, na sodoben način jo pa lahko tudi predstavite. Delajo promocijo Zidanice, mi jo lahko tudi delamo, cvička pa ne smemo točiti na stojnicah. Hvala vam.